Dajva tega prehiteti, ki ima to protezo v tem smislu nekako. In potem sem dobil tisto eksplozijo, ne boste, in potem sem še bolj začel. Imam to mentaliteto, noben ne bo naredil tega namesto mene. In sem ga videl v bazenu, wow, brez noge bil pa brez ene roke. Sem si mislil, wow, če on zmore, potem tudi jaz. Jaz imam to vse, da ne zategnem 100%, ampak 200, da čist skozi vse od sebe. Dobrodošli, spoštovani in spoštovane, vroče poletje še kar ne gre, super je, vem, da ste na morjih, po hribih, pa še kje na dopustih, ne razmišljate o teku, pa vas bova danes z mojim gostom malo spomnila, da je treba trenirati. Ja, jesen prihaja hitreje, kot si mislite, vem, čez dan se vam ne da, pejte pa zjutraj ali pa zvečer, ali pa bo povedal Kristjan, kako gre. Kristjan Tramte, živijo. Živijo, zdrav. Kako si, Kristjan, si danes že tekel? Ja, sem. Zjutraj sem že vtekel 8 kilometrov. Top. Tvoj ritual je v bistvu, da vsak dan tečeš, ali kako? Skoraj vsak dan. Edino enkrat na teden imam regeneracijski dan. Enkrat na teden ti trener pusti, da ne laufaš. Ja. Ja, da se malo spočijem, pa regeneriram. Ja. Pa sam izbereš ta dan, in ti ga on določi, kateri dan na On mi ga teden. določi, Roman. Kdo drug kot Roman Kežar. Spoštovana publika, drage dame, dragi gospodje, sredi vročega poletja sem naletel na zanimivo zgodbo in zato danes k pogovoru povabil Kristjana Tramteta. Kristjan ima zanimivo zgodbo, star je šele 23 let, ja, je pa tekač, ki trenira pri Romanu Kežarju in ima visoke ambicije. Ima zanimivo, tragično življenjsko zgodbo, zaradi katere je ostal brez desne noge, brez roke, brez dela druge roke, ampak to ga ni oviralo, da ne bi postal računalničar, zdaj gre na faks in da ne bi postal tekač. Še več, njegove ambicije so velike, tudi zato bova danes govorila o tem, da zbira sredstva sedaj za športno, za tekaško protezo, ki je draga, 13.000 evrov, če se ne motim, zato je treba veliko denarja, ampak ko jo bo imel, bo pa zares eksplodiral tekaško. A je tako, Kristjan, a sem se kaj zlagal? Res je tako. Kako bi mogoče dodaj še kakšen stavek o sebi, no, nisem povedal veliko, morda še ti kaj lahko poveš čist z tega trenutka o sebi, kdo si, kaj počneš. Ja, sem Kristjan, prihajam iz Jesenic, najtenčneje iz Javorniškega Rovta, 1000 metrov nadmorske višine. Trenutno uporabljam podkolensko navadno nožno protezo in vsak teden treniram na Žaku pri Romanu Kežarju. Drugače sem pa hodil v Sirius Kamnik 6 let. Tam sem imel vsak dan, no, skoraj vsak dan tudi fizioterapijo, delovno terapijo. In ja, pač kako sem začel sploh teči, to je pa, v bistvu sploh nisem vedel, da zmorem teči. Prej sem imel še slabo protezo, ko jo imam danes. Kolega je pač dobil epileptični napad in nobenega ni bilo zraven. Dal sem ga v pravilni položaj in mu pač prevzdignil glavo in potem tekel po pomoč. In takrat nisem sploh razmišljal tek, mislim, da lahko zmorem, jaz sem dal vse od sebe in bilo je pač vse v redu. Takrat si odtekel, koliko si pa odtekel takrat, koliko si mogel teči? 200-300 metrov, ja, tam pa ja, 200 metrov. In takrat si videl, da dejansko lahko tudi tečeš. Ja. In potem sem začel se bolj, sem rekel, wow, če pa to zmorem, potem bom pa še kaj več tudi zmogel. In potem en let kasneje sem šel na moj pač
moja prva 10 km na Ljubljanskem maratonu, kjer sem utekel 63 minut Mhm. z ruzakom, ker sem imel s sabo pripomočke, če bi slučajno mi zdrsnila proteza ali kaj podobnega. In potem ja, mi je šlo 8 km zelo v redu. In potem sem tudi na tem Ljubljanskem maratonu ugotovil, da tudi lahko šprintam, da lahko tečem še hitreje. Mhm. V bistvu za mano sta bila dve mladi punci in sta rekla, dajva tega prehiteti, ki ima to protezo v tem smislu nekako. In potem sem dobil tisto vse, tisto eksplozijo, ne boste, in pol sem še bolj začel fajtati in pač, ko so me videli, fuck, wow, respekt, no. Bilo je pač tako, ja. Dajva, ok, preden nadaljujeva, no, zdaj le zanima najne poslušalke, gledalce, seveda, kaj s to protezo. Ti zdaj zbiraš, ja, sredstva tudi, če sem prav videl, Darko Đurić, naš olimpijec plavalec, podpira to akcijo. Ti zbiraš zdaj sredstva za pravo tekaško športno protezo, je tako? Tako je, tako je. Ta proteza se imenuje Usur Gepard. Mhm. Je prav specializirana za šprinte in razdalje 5-10 km, 200 metrov, 400 metrov, take discipline. Je lažja od te in ima 90 do 95% povratne energije. Je 5 cm višja od te proteze, tako jo imam trenutno sedaj. Je pa brez čevlja, na tel, kakor imam zdaj, imam še čevelj obut in ja, je še toliko bolj negibljiv. In omogočala mi bo povprečno hitrost čez 30 km/h, ker s to trenutno tečem 22 km/h. Maksimalno, hočeš reči, ja. Ne, povprečno. A poprečno? Ja, ker v sredo, ja, to sredo sem tekel maksimalno 26 km/h s to protezo. Bilo je neverjetno, tako da Se pravi, si presegel meje ja, te proteze, svoje. pravzaprav, ja. Ja, res. Bilo je odlično vreme, Na odličen kakšni dan. razdalji si dosegel to hitrost, prosti, da te prekinem? Na 200 metrov, tekel sem 33 sekund. Zdaj mi samo še povej, no, tiste, ki to zanima, kako ti ljudje lahko prispevajo, recimo donirajo kakšen evro, 2, 50, tako naprej, kam lahko nakažejo, morda pošljajo. Imam TRR na tem sončku, kar imam, oziroma sonce, ja, društvo, ja. In ja, drugače pa tudi v Jeseniških novicah, Gorenjskem glasu je tudi to na spletu objavljeno. Tako da, Ok, ja. bom tudi jaz objavil, evo spodaj v TRR, od Društva Sonce, ki zbira sredstva za to protezo zate, vse podatke, vse članke, tudi z Gorenjskega glasa in tako naprej, si boste prebrali, spoštovani, spoštovane, če imate kakšen evro viška, Kristjan bo vesel. Jaz mislim, da ja, tako bo to dobra naložba v tem, kar je zdaj le povedal. Mislim, 26 na uro, pa 33 na uro, to so hitrosti, ampak prideva v šprinterske vode. Zdaj, Kristjan, vem, najbrž ni lahko govoriti o tem, kaj se ti je zgodilo, ampak lej, če lahko morda po svojih besedah, malo sem pogledal tvoj Facebook profil, ti si bil pač poba mladenič, tako kot vsak drug, ki se je navdušoval tudi nad hitrimi avti, recimo med drugim, pa še čem drugim najbrž v življenju. Kaj se je recimo potem zgodilo? Star sem bil 17 let takrat. Naredil sem pač neuspešen poskus samomora. Skočil sem pod 175-tonski vlak. To se je zgodilo 11. 3. ob 5:06 zjutraj na Slovenskem Javorniku. Pač zame so bila takrat težka obdobja, v smislu, nisem videl izhoda skozi, ni bilo
tistega, zakaj bi to delal, pa zakaj bi živel, pa vse sem videl megleno, šola ni šla, pa to ni šlo, pa nisem se še športom nič ukvarjal, dejansko, ja, pa še mladost. Tako da, ko ne vidiš, nimaš dovolj te perspektive, dovolj, vedno se najde pot v življenju, vedno se najde izhodišče. Pa ne izgleda še tako temno, vedno se najde. In tudi jaz sem po številnih poskusih, ja, pač sem tudi jaz videl, da nikamor ne bo prišlo s tem in ja, sem dobil novo luč v življenju in zdaj sem dal to čez to mojo temačnost, in zdaj bi tudi jaz rad, bil za druge ta luč, v kateri so, no, v kateri so drugi tudi v tem smislu. Ja, ker amputacija in vse te zadeve danes gledam tako, meni to osebno ni toliko, no, ampak bolj je za tiste, ki me poslušajo, rečejo: kakšna teža, kako si to preživel?" Ja, po eni strani, ne vem, sem imel srečo, po drugi strani pa, ja, sem mogel biti vztrajen, da sem prišel do danes tega, kakor sem. Veliko je bilo odrekanj, veliko je bilo dela na sebi, mentalnega, fizičnega, potem asimetrija, pravilno sedenje in vse te zadeve. To se je, kakor da bi se ponovno rodil v bistvu. Potem sem na Soči, kjer sem bil, tudi spoznal Darkota Đurića. Takrat je ravno, to je bilo 2 meseca po moji amputaciji, to je bilo maja, in sem ga videl v bazenu, brez noge je bil, pa brez ene roke. Sem si mislil, če on zmore, potem tudi jaz. In potem, ja, se mi je življenje preobrnilo samo navzgor. Noro, noro. Mislim, vse si ne predstavljam, no, v bistvu mlad človek mora biti res v stiski, da hoče zaključiti svoje življenje in še na tak način. Potem si se pa zbudil, nekje v bolnici se je zbudil in, Ja, in res je. najbrž je bilo, ne vem, kako sem se, pravim, nočem vrtati vate, ampak kakšen občutek je bil, ne vem, si ne predstavljam, kako si se takrat počutil, oziroma ko si ti povedal, kaj se ti je zgodilo. Prvič, ko sem se zbudil, sem mislil, da sem v Nemčiji, in sem začel govoriti po angleško, nisem vedel, kje sem, kaj sem. Imel sem 8 tablet na dan, pol je šele čez par ur sta prišla starša in ja, pol je se je to, ja, nadaljevalo pa s terapijami, z vsem. Mislim, je bilo kar zahtevno, da so ti rešili Ja. življenje na en način, v bistvu. Ja, v bistvu nogo so mi mogli še skrajšati, se pravi, so mi jo mogli še dodatno odrezati, da bi bila sploh, prav proteza, prav oblikovana za protezo, ja. Tako da bilo je veliko teh bolečin, v smislu, sploh pri nogi je bilo mene je toliko stiskalo, pa skozi sem hotel te, morfije pa to, ke me je toliko zategovalo, sem se premetaval celo noč, vse, in ja, jedel pasirano hrano, potem so mi mogli še iz pljuč dati ta odvečen zrak, v bistvu, ke je to res, ke greš pod vlak, je tisto res teža in pol pride not preveč zraka v pljuča od šoka in vsega. Ja, in potem, ke je bilo, ke pol je to, je vse za tabo in to, ke vidiš, kaj si dal čez, kakšno moč, si rečeš: "To ni nič, zdaj pa samo še navzgor." Mislim, ja, neverjetno, neverjetno, zdaj si ne predstavljam, kaj si mogel dati skozi, kaj si mogel preživljati. Ne, dan, rehabilitacija, najprej, ne vem, tudi roko so Tudi, ti, ne ja. vem, so ti ali amputirali, a ti je odrezalo, drugo roko ti je tudi pošteno poškodovalo, mislim, Tako. bil si zelo, zelo noro, mislim, noro, Ja, grozno. Um, Mislim, bil si nemočen, pravzaprav že, mislim, praktično nisi ja. mogel nič si predstavljam takrat, ne. Si bil zelo odvisen od vseh drugih ljudi.
res je. Od vseh, tudi od doma sem ful hvaležen za podporo, za psihologe, za vsi, ki so mi dejansko ful pomagali. Poj, še naprej od vzgojiteljev, pa to. Ker dejansko pa nisem več razločil, kaj je prav, od telah terapij, pa tok. Mhm. To je bilo, in poj tudi, ko sem bil ful zadihan, ko sem sam malo shodil, pa kaj dvignil, se mi je začel vrteti. To je bilo res katastrofa. Ampak Koliko poj, časa si preživel na Soči, prosti? na Soči sem preživel 3-4 mesece, Mhm. potem sem pa odšel takoj v Sirius septembra, oziroma ja, malo kasneje septembra sem prišel. In pač vsi tisti, pač en moj kolega je rekel, on je že kar prišel, po tolikih mesecih je že prišel v šolo, pa to je neverjetno. Mislim, marca je skočil pod vlak, pol pa že kar naprej v šolo, pa akcije naprej. Pač to je moje življenje, to je skozi akcije naprej, nikoli se ne ustavim. Si Tako. presenetil morda tudi zdravnike, pa terapevte, pa vse, da si Tudi, ja. izjemno hitro napredoval, no, Zelo tako. sem pač hvaležen, da imam hitro regeneracijo, da so se mi krvni takrat zelo hitro pocelili in da sem že maja bil v bazenu, konec maja, da sem lažje bil v bazenu. Ja. To je res neverjetno, tako hitro. Kljub temu, da sem bil mlad. Um, Pa si predstavljam, ta rehabilitacija, imel si cel kup zadolžitev dela in tako naprej. Vmes se nisi spraševal, zakaj to počnem, zakaj nisem raje umrl, mislim, ali pa pretežko je, ne zmorem, nima smisla. Ne, nisem se zaradi tega, ker sem dobil nov pogled na življenje. To je bilo tako hitro v bistvu in to moč, ko sem jo dobil, kaj lahko naredim, drugi pa ne, kljub temu zdaj, da še bolj rok nimam, me je še bolj fascinantno se zdelo. Tako, ko gledam, ja, ti imaš roke, pa ne zmoreš tega, jaz pa nimam pa. In to me vedno naprej me to vleče. Kaj lahko jaz, ko drugi ne, a ne. In ja. Kaj si se vse mogel recimo naučiti v Soči? Najbrž, okay, najprej rekel si, mogel se ti nogo še enkrat skrajšati, da je proteza Ja. bila ustrezna, potem, ne vem, celo hoditi si se mogel učiti. Ja. Šola hoje je bilo res najprej takoj vstajanje, da sem sam se malo z vozička vstal, potem da sem dobil pač za začetniško protezo, da sem probal hoditi, ker nisem imel občutka, kako proteza sploh deluje. To je bilo nekaj novega pri meni. Ker možgani so še vedno zaznali, aha, zdaj, sem vedno hotel gleženj malo pokrčiti, pa ni šlo na desni. Spomnim se nekega jutra, ko sem vstal, pa sem hotel z desno vstati, pa ni bilo noge. In ja, ja, tako da najprej, ja, takoj samo vstajanje, potem sva z delovno terapevtko, mi je ona naredila pripomočke za vilce, žlice, da sem lahko se naučil jesti, ker pač zdaj, ko sem brez rok, nimam nobenih principnih prijemov in kaj takega. Ja, potem sem pa dobil še proteze za roke, sam so mi bile spet pretežke za nos ali pa prepočasne, te bionične. In preden da se to vklopili, zaklopili, pa še na filetih, mislim, polniti, ja. Je bilo, ne, sem bolj šel na analogni način, sem bolj hitrej, bolj spreten, pa pripomočke za silikon gor dajeti, ker pač najprej rabim jaz silikon, da imam, da si lahko potem protezo nataknem gor. Mhm. Imam pa tak silikon s pinom, se pravi, da je kakor en šravf, Mhm. kakor sam naredi klak, klak, klak in je zataknjena proteza. Večina jih ima pa na vakuum. Se pravi, ti imaš zdaj proteze, okay, na nogi imaš protezo, ki je pač običajna za hoditi. Ja. Aha, Se jo imaš tule pokažem, gor. ja, to je taka Aha, proteza. To ki je, je v bistvu klasična proteza, ki jo ja, vsak pravzaprav dobi, ki ima. ja, Ti imaš podkolensko ja, amputacijo. podkolensko. Mhm. In to, za to protezo, da hodiš, da pač tečeš in tako naprej, potrebuješ tudi
pač copat, tekaški copat, čevelj in tako naprej. Ja, Brez tako je. tega ne moreš. Ja. Pa rekel si tudi, imaš proteze za roke. Ja? Ja. Proteze za roke, pa, kako pa te izgledajo, sej, mislim, pa, da te Um, ne mučim preveč, ampak ne, lahko mi razložiš. Ja, 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 imaš pač zdaj te navadne, imaš samo na zajlo, v bistvu, da si jo gor natakneš in potem delaš s trupom, da se ti prsti vklopijo, mislim, odprejo pa zaprejo. In to je to aha, se pravi, vse. v bistvu so roke Ja, s prsti in ja, zato, da lahko prijemlješ stvari in tako ja. naprej. Ja. In imaš pač na hrbtu in delaš vse z remeni. Tako. Ja, ja. To ponovadi uporabljam samo tako, da se obrijam, pa ja, strižem. Se pravi, lahko, mislim, tudi normalno ješ, se Tudi, ja, počohaš po glavi, ne vem, si tudi. oblečeš, si daš protezo nožno gor in tako naprej. Ja, sam sem pa tako zvrziran, da mi je proteza samo odveč, Okay. a za roke, da Ja. zmorem vse brez protez. Ja. Dejansko zmoreš brez rok, Ja, sem. se slačati, jesti, vse. Tudi jaz, mislim, ne predstavljam si, Ja, kako držiš ja. žlico, če nimaš. Imam pač pripomoček narejen in Okay, um, potem je gor že žlica nataknjena, razumem. prek vezic zvezana in to je to. Koliko časa si potreboval, da si vse te veščine, o katerih zdaj govoriš, osvojil? Ja. Mm, po 3 leta, 3 leta. 3 leta. Od začetka si potem rabil še pomoč drugih? Ali kako? Ja, ja, res. Ogromno pomoči drugih, pa ne vem, da so mi prinesli v šoli za jesti s pladnjem. Ja. Potem zdaj na koncu dejansko vse sam, ja. Da Zdaj sem si, se prinesel. si Ja. sposoben sam, recimo, funkcionirati v življenju, bom rekel, vsakodnevnem, poskrbeti Ja, za sebe, se stuširati, ne vem, vse te ja, stvari. ja. In še vedno grem na vlak, se vozim z vlakom in ja, na avtobus tudi. In pač, ko se peljem na vlaku, si rečem, nič me ne more več ustaviti. Mislim, si ne predstavljam, si šel kdaj še na tisto mesto, ker se je to vse zgodilo, da bi, Tam ja, še vedno, mislim, vsakeč, ko grem na Žak, še vedno je ista postaja, edino, kar je prenovljena. In ja, ampak te ne vrže stira, bom rekel, pač ne, to. kvečemu naredi še bolj močnejšega, mislim, ker to ni, zdaj to tako gledam, to ni nič. Jaz sem še bolj močnejši od tega, kar sem prestal, pa to. Kvečemu mi je to zadovoljstvo, da vidim pa rečem, to sem pa jaz pretrpel, da sem še močnejši, kljub temu, da so bile tako mislim, temna obdobja. In, ja, in sem hvaležen sebi, da lahko hodim, pomagam drugim, svetujem. In vsak mi reče, ja, res je inspiracija, sem te zadnjič videl na Žaku, ko si tekel, fuck. Jaz imam noge, pa ne morem toliko. Ja. Um, mislim, zdaj, če bi primerjal sebe, da mislim, govoriš, res si mislim, iz tebe vre energija, res verjamem si navdih marsikomu. Če bi primerjal sebe danes, no, pa sebe pred tem dogodkom, a ne, bi rekel, to sta dve različni osebnosti, ali kako si se tako razvil, Ja, ali je bilo to nekje v tebi, ali je dejansko ta dogodek naredil tebe takega, ali kako, ne vem, tudi ja, v osebnostno bistvu, in ja, to je bil preobrazba, čist popolnoma totalna preobrazba. Prej sem bil, nisem vedel, zakaj, kako, vse mi je bilo težko, danes pa čist nasprotno vse. izjemno. Izjemno si, mislim, si res ne predstavljam. Potem, ja, šel si v Ciriju, zakaj Cirijus, moče lahko več poveš na enem občinstvu, kaj Cirijus je v Kamniku. Sirius je pač center za izobraževanje in rehabilitacijo v Kamniku. Tam izvajajo pač fizioterapijo, delovno terapijo, imajo prilagojeno šolanje za invalide, pa tako in drugače. In hkrati je tudi tam dom za invalide, tako da tam sem bil čez teden. Imajo bazen, dvorano, predmete so
prilagojeni osebam, vsak zmore tiska največ lah in je vse. Ja. V kakšnih Super. skupinah se recimo to izobražujete? Mislim, da si predstavljam, da so manjše skupine, lih individualno Ja, najbrž ni, ampak ful majhanih je tako. Pač, jaz sem bil v razredu s 5 dijaki in pač vsak je imel svoje težave, en je bil na vozičku, drug je pač ni mogel govoriti. Um, ja, vsak je imel res svoje težave in vsakmu so pač kar se da prilagodili zadevo, da je lahko tudi dobro slišal. Ja, tudi en je bil tak, je bil tudi gluh. Pa, ja. In tudi teste, ki so pisali, imaš spremljevalce zraven, en je tudi meni večkrat pisal teste. mhm. Um, pa ja, vse. No, če so predpisani, prej si rekel, kako se hraniš, v bistvu, mislim, ročno lahko tudi pišeš, oziroma kako Tudi, ja, upravljaš s telefonom. Tudi. tudi ja, drugače mi lažje, tako tudi večkrat sem tudi teste pisal na računalniku Mhm, oziroma tipkal in mi je pač lažje kot pisanje. Miško sem na začetku imel tako bunkico, prav posebno prilagojeno, mhm. ker sem sam tako lahko gibal, zdaj pa lažje uporabljam navadno miško in mi je čist popolnoma. Ampak rabiš pač vendarle tudi protezo za to, da pač to Ne, brez, brez, brez. se pravi, tudi brez rok te znaš upravljati z navadno miško. Ja. Izjemno. Ti si res fenomen, mislim, noro. Edin pač, da pritisneš Ctrl oziroma Alt GR za afno pritiskati, imam zaklep tipkovnice. Se pravi, pritisneš enkrat pa pojem. Ja. Izjemno. Kako hitro potem si se naučil, recimo, tipkati, lahko tipkaš tako kot. O, ja, vsako črko posebej, vendar z večjo hitrostjo, kot prej, ja, ko sem bil. Ja. Recimo, danes, ja, danes vsak uporablja mobilni telefon, je to tebi tudi zdaj že čist naravno uporabljati, si se tudi to Ja, zmojstril. telefon je pa še sploh lažje, zaradi tega, ker je na dotik in dejansko to prime. Ja. Kljub temu, da ni prstnega vtisa. Ja. Izjemno. Izjemno, izjemno. No, zdaj, poznaš, si spoznal, bom rekel, tekom rehabilitacije ali pa tudi kasneje, zdaj v srednji šoli, tudi, bom rekel, ostale, ki so imeli podobne te gibalne probleme oziroma so se mogli navaditi, ja, si Ja, spoznal ljudi s sem, takimi problemi. Ja, mislim, pa ste se ujeli, si ne predstavljam, ste se mogoče pomagali en drugemu, ste se lahko en drugega kaj učili, recimo. ja, naučili smo se veliko eden od drugega, če že ne drugega, potrpežljivosti. Pomagali smo si mi definitivno med sabo. Pa sodelovali smo skupaj, pa komunicirali. Včasih smo tudi malo špricali, kakšno uro. Pač taka je bila mladost. Ja. Um, ja, Si imel tudi, rekel, prej si govoril psihologa, ne, ali pa kakšnega terapeuta, ki te ja, je spremljal skozi vse te postopke, si imel najbrž, ja. ja. Od začetka do konca Siriusa sem imel Dušana Rutarja. Mhm. On me je ves čas spremljal, vsak teden sva imela, enkrat na teden sva imela 1 uro. Pred njemu sem se tudi zaprisegel, da ne bom počel takšnih treparij, kot sem jih v preteklosti. In ja, Najbrž je marsikdo, da jih ti poznaš, ki je kljub vsemu, pa je recimo kakšen tak poskus preživel, da se je rehabilitiral, pa spet morda padel v kakšno temno luknjo in mm, ali ne. Ne vem. iz mojih izkušenj ne poznam nobenega takšnega, ki bi pa še nadaljeval s tem. Ali pa sploh ne vem, ne poznam. Ne, ne, to res ne. Ko se zbudiš dan današnji zjutraj, si poln idej, energije, imaš, si
Ko mi čakaš, da greš v akcijo? Ja, imam konstantno disciplino, Mhm. kar se tiče športa. Ja, sploh veliko energije vlagam van. In moj cilj so tudi paraolimpijske igre 2028 To. v LA-ju. Ja, je lepo mesto, posebej za šport, to je. Ampak tja imaš, ja, še 3 leta, pravzaprav 3 leta. Ja. Deva, evo, zdaj si, mislim, lepo si urisal, ok, težave je bilo najbrž cel kup, se pravi, nisi niti z besedo zdaj omenil, da bi, ne vem, tudi skozi srednjo šolo, prej si rekel, prej si kaj si prej, kjer srednjo šolo prej si prej, recimo, delal? Škofja Loka, program, mislim, ja, strojna je bila avtomehanik oziroma avtoserviser, to sem delal. Te v Siriusu si se pa sam odločil potem za računalništvo, oziroma? Ja, ni bilo velike izbire, Mhm, pač administrativno je bila računalniška, to je pa to. Sam tja dva programa sta tako na mhm. poklicni ravni. Ja. Ampak si izbral računalniško in si tukaj ti je pa potem steklo toliko, kako si. Ja, res. Pri računalništvu sem se tako, res sem imel dobrega profesorja, večkrat je seveda bil je tudi razrednik in ja, sva dobro sodelovala. Mhm, Potem sem pa, ko sem imel prakso na Finskem, oziroma ja, sem videl, da tudi 3D tiskajo in potem sem se začel tudi s tem ukvarjati, 3D tiskom. mhm. In pa sem si tudi več pripomočkov vlastnih naredil s 3D tiskalnikom. Se pravi, si naredil sam svoj tiskalnik, si ga usposobil in si začel. Mislim, ne, kupil sem ga, ker to je ogromen časa, ja, da bi ga sam naredil. Ja. Ampak si pa Ampak, sprogramiral pa stvari, ki si jih je ja, potem ta. ja, Ja. to pa. Kaj si recimo naredil, recimo, me prav zanima. Ja. Naprimer, natisnil sem si vazo, pripomočke za, za zobe. Potem za čevlje obuvati sem si naredil, pa s tako, kako se reče, polico za čevlje, ja, z različnih filamentov, od lesa, ja, do plastike, take Prav. mešanice. Prav. Se pravi, si s pomočjo 3D printanja si pomagala ustvarjati za Ja, vsakodnevno življenje. Ja. tako je. Ja. Kaj je bilo najtežje, bom rekel, skozi ali proces rehabilitacije, pa potem tudi skozi srednjo šolo? Kaj je bilo pa tisto, ki je bilo pa res, res težko? Ah, mm, Tisto, ki je bilo tako težko, mislim, da bi bi bil preveč pri miru, a pa ne vem, da po šoli preveč sedel, skozi eno in isto poslušal. Ja, to. Um, Pa da, ne vem, najtežje mi je bilo to, da so mi, ne vem, neznanci ali pa znanci rekli, ja, ti pa tega ne moreš, ti pa te omejitve, ki jih imajo oni, a ne, to so mi večkrat in poj s tem dokazovanjem, s to mojo agresijo, da ni tako, kot vi pravite, ampak ja. To me pa res zmoti, če mi kdo daje omejitve, ker jaz jih nimam. Živiš še vedno v istem okolju? Ja, Ja, si. še vedno. Ja. Kako pa je recimo okolica gledala sedaj na novega Kristjana? Kristjan, ki sicer nima vseh končin, ima pa neverjetno življenjsko voljo. Ja, sprva, mislim, nekateri so še vedno tako šokirani, ko me vidijo, pa to. Um, ja, če me vidijo, da hodim, so šokirani, če pa tečem, so pa tudi. Ja. Tako da ne morejo si, ne vem, nekateri se težko ustvarjajo mnenje, sploh ne vejo, kaj bi rekli. So te že, recimo, morda, ne vem, kam poklicali ali povabili, kakšne šole, morda, da si šel svojo zgodbo povedati, in Ne, tega še nisem. Um, ker imaš za sabo, imaš izjemno izkušnjo, to, kar si mi zdaj povedal, v pol ure me je globoko pretreslo, ampak sem nad tabo izjemno navdušen, no, bom tako rekel, da mislim, s takim žarom pripoveduješ o svojih načrtih, po tem, kar si počel, ker si predstavljam, da so bili tudi momenti, no, ko si, ne vem, morda šel spat, pa sanjal,
da Ja, imaš roke, noge, pa se zbudil. Pa... seveda, točno tako, kot si ti rekel sedaj. To je bilo res, v bistvu tudi podoživljal sem to, da sem šel še enkrat pod vlak, pa da mi je glavo prerezal, to sem sanjal in to, ko sem se zbudil, to je bilo katastrofa, no, ampak vedno je vedno se najde tista moč, a no. Potem, če že ne najdeš, se zaposliš, da čim več časa ne daš v razmišljanje, v zapiranje vase, ampak da vložiš, ne vem, energijo tisto, kar tebe veseli, ne vem, športaš, igraš šah, karkoli drugega, se pogovarjaš z drugim, vedno je rešitev in druga pot. Prijatelje imaš, ne vem, tiste, ki si jih imel nekoč, imaš zdaj čist nov krog ljudi, s katerimi se recimo družiš. Mislim, prijatelje, ja, sem imel zdaj v Siriusu na zadnje, sem imel ta krog ljudi, Mhm. ampak zdaj na zadnje, ker se nismo toliko družili, ker sem res padel v tisto disciplino, v fokus, se pravi, sam treniranje, ja, športanje, žag, jest, spat, to je to. Samo to. In dejansko nisem zdaj tudi več toliko se z njimi družiti, pogovarjati in tako ven. Tudi v skupini, ko smo na žaku, pa to, vedno sem v tem fokusu, res, kako bom tekel, kaj bom dobro naredil, a sem se dobro ogrel, vse vaje, čist, ja, to je res ta globina moja. Včasih ne zaznam, folk me pozdrav, pa jih ne Jih ne zaznam. registriraš, hočeš reči, Ja, jih ne registriraš, ker ja. si fokusiran na tisto, kar tisti trenutek počneš. No, zdaj ta tek, prej si povedal, da je zgodba ena stvar, da si srečal Darka Đurića, ki ti je pač dal misel, da se da, če se hoče, tudi če si hendikepiran, druga stvar pa, da si mogel prisilno teči. No, kdaj se je to recimo zgodilo? Zdaj z Darkotom, tako, ko sem ga videl, pa sem od njegovega, mislim, od te Soče naprej, Mhm, sem tudi jaz začel malo plavati. mhm. Hodil sem tudi v Radovljico, imel sem to trenerko, in pol je tudi, ko je rekla, da je imela Darkota Đurića in ja, da je Darko lahko gor prišel, a ne, jaz pa takrat nisem mogel glih. In pol sem toliko cajta to naredil, dokler da sem jaz prišel na to stopničko. In ja, za tek se je pa to zgodilo 2021, Mhm. ja, konec 2021, ja. Ko si mogel steči in potem, kdaj si šel pa poj naslednjič po tem dogodku, ko si rekel, si rešil prijatelja, a ne, Ja, in si mogel teči in si videl, ok, nisem razpadel dobesedno, dejansko lahko tečem. Kaj bo pol naslednji? Kdaj si šel naslednjič teči? Mislim, kako? naslednjič sem šel en teden kasneje, Mhm. in potem sem se udeležil prvič Maistrov tek v Kamniku, kjer sem, ne vem, 6 kilometrov naredil. A pa si dejansko prej samo enkrat tekel, si šel večkrat poskusiti, si treniral za to? Večkrat sem probal, ja. Pol sem pa ja šel na Maistrov tek in pol po Maistrov teku na Ljubljanski. Kako so te, ko si prišel na majstrov tek, to me zanima, no, si imel kaj, ste bilo kaj strah, mislim, se to je pa kar nekaj za preteč, Uh, pa tam bodo drugi, ki bodo pač, ja, Ne, nič ni bilo. Veliko je bilo mladih in ja, pa ti je kdo ne vem. rekel, kako pa ti lahko tečeš, a rabaš pomoč, ali, mislim, to, kar si prej rekel, ljudje hitro postanejo sicer sočutno, morda preveč pokroviteljski, no, ali pa tako, ja. Uh, Ne, niso, mislim, imel sem ob sebi, mislim, spremljevalca, da mi je poj silikon dal dol takrat pa v čistu, da ni prišlo do kakšnih žul ali pa kakšnih ran. Mhm. Ja, prinesel sem izpit na tem teku, rekli so, ja, vsaka čast, bravo.
To je pa to. Ni. Me zanima, tek s protezo si ne predstavljam zdaj, da le stojim recimo na eni nogi, pa si predstavljam, kako bi bilo, če bi imel pa protezo, pa kako bi zdaj s to protezo se, bom rekel, že težko hodil, kako bi še le tekel. Mislim, mogoče lahko poveš, kaj so največji izzivi. Mislim, mi, ki imamo obe nogi, si ne predstavljamo, da nas kolena bolijo, pa jamramo, ne? Pa si rečem, zdaj le si mislim. Mi je žal, da sem kdaj v življenju pojamral zaradi kolen, vendar imam noge, vse se da rešiti, ampak ti pač noge nisi imel. Kaj je pol največji izziv spraviti v neko gibanje, celo enakomerno in hitro gibanje, to, če nimaš spodnjega Um, dela noge? Največji izziv je zaupati protezi. Mhm, Stvar je, ko na začetku mi je enkrat proteza dol padla, ko se je odvil vijak, ta pin. Dobro, potem je inženir dobro zategnil. Potem druga težava je bila, ko je bilo v vročini, ne vem, koliko je bilo, 33 stopinj. Mi je silikon začel pač dol lest in pač drsete. padati, ja, ker je bilo tako vroč, prešvican. Poj sem iskal rešitve in potem sem ta magnezijev puder, da je bilo sicer malo boljše, ampak še vedno, ko je tista vročina, pa to, ko pride in poj, ko te začne peč tudi vročine, se pravi, ko začne tlele notri, ko je črno, Mhm, res peč tudi, to je pa težko zdržati, pa potem smrdi očvica, pa silikon očistiti. Kako stopiti? Je pa res, da sicer na tej protezi, mislim, nasploh ni gležna, no, mhm. dejansko s tem pa ni težav. So tudi prednosti. Ja. Ampak si predstavljam, jaz si predstavljam, če ni gležna, je to pač tudi korak drugačen, se pravi, ne vem kako, pristaneš na Ja, tako peto. kot da bi šel na neko vzmetnico, Mhm, na trampolin in potem celotno nogo pač držal, mhm, fiksno. mhm, mhm. To je tako in po eni strani je lažji, po drugi strani pa ja, ker moraš silikon čistiti, pa no, tudi lahko dol zdrsne, se lahko tudi večkrat tudi kaj odvije. Mhm. Um, Če bi se to zgodilo med tekom, pač si Dejansko se sam lahko usedem in to je to. se ne moreš več, ja, ne moreš Ja, več napredovati. ne napredovati. morem. Mislim, se lahko užuliš tu na krnu, tam, ko je proteza. Si Tudi, predstavljam, da ja, je neka frikcija. Ja, ja. to je bilo pa po Ljubljanskem maratonu, ja. Tisti dan sem naredil okoli 34 kilometrov, Uf, in potem naslednji dan žuli in to kapoč, peče na krnu, tudi rane se tudi naredijo. Je kar potem bencajta rabim, mene 4 dni sem lahko sam na vozičku, da se to vse poceli, pa ker takrat te moraš uporabljati, si predstavljam, potem, ko te. ja, Ja, ja. Imaš pa voziček, torej imaš tudi za to, da za backup, pravzaprav. Ja. tudi ja. Se pravi, vladaš tudi voziček, v reku. Sam, ja, sam je to, rabim en cajt, veliko časa za voziček, da bi se prav res ti samostojno porival, pa to imam tehniko, vse, ja, tako da bi se znašel, sam v ogromno ur bi šlo. Se pravi, preferiraš protezo in Ja, to, da si ja, na dveh to je nogah. to, Na ja. dveh nogah. Um, Kje si, ko si recimo že za majstrov tek, pa potem za Ljubljanca treniral, za desetko, kje si treniral? To si pač doma, na Jesenicah, v Kamniku? V Kamniku, na stadionu, potem tudi, ko sem vsako jutro sem tudi šel na Starigrad, v Kamnik, ko je, pa na Veliko planino sem tudi šel. Ja, pa tudi doma sem treniral. Potem pa po Ljubljanskem maratonu je pa fizioterapevtka rekla, ja, zdaj si pa dovolj resen, zdaj pa rabiš v kakšen klub iti, pa
kakšen trener, pa vse to. A ne. In pol, nisem vedel, nisem takrat vedel, kdo je Roman Kejžar, da to tudi obstaja, da tudi lahko invalidi tečejo. In pol ga je poklicala, in pa so se dobila z Romanom. In 7 mesecev trenutno treniram pri njemu. Super. Kako je ime fizioterapevtki, da jo posebej pohvalimo? No, da... Helena Grmovec. Bravo, Helena. Bravo, Helena, morda pa še, ja, še kakšnega podobnega, a ne, za entuzijasta. Spet spravimo v tek, mislim, meni je tvoja zgodba nora. Si predstavljam, da je bilo kar težko, ne, že vsak, ki začne teči, ne, ima cel kup težav, pa ne vem, ok, težave z sklepi, z mišicami, muskel fibri, z motivacijo, tako naprej. Ampak tebe je gnal, ti si res, ne vem, kaj ti je dojel tekno? Mislim, kako si se počutil, ko si šel, ne vem, teč za pol ure, za uro? Tek mi je način in ritem življenja. Um, Ko sem pač med tekom, sem res v svojem svetu, sam sebe premagujem, to dihanje, to energijo dam ven, Mhm, tam mhm. navdihujem sebe, druge, mogoče kakšnemu tudi polepšam dan. Je pa res ta fokus, to agresivnost, premagovanje sebe in te ovire. Najbrž te ljudje, ko te vidijo na cesti, mislim, tečeš, ne boš tako kot vsi ostali, pa po pločnikih, pa po Vso še te. No, in te vidijo, ti pomahajo, mislim, te pogledajo, mislim, si posebna pojava, ne, človek, ki ga niso vajeni. Ja, res je. Nekateri se že, kaj že 500 metrov ga vidim delač, se že tam dere, bravo, bravo, vsaka čast. Evo, take mi rabimo, no, pa eni, ne pa eni, ki jamrajo, pa pa tret, to vedno znova govorijo, pa ta mladina, pa to, ja, tako je. Kristjana, pogledajte, ja, sama mladina jamrajo preveč. In zdaj, na drugi strani, ok, imaš tudi, bom rekel, ljudi, ki so moče zlobni, ki imajo, mislim, si imel tudi kakšne take negativne izkušnje, da bi te kdo mogoče zafrkal ali pa kaj tasga. O, tako, mm, ne, to pa tako v javnosti, ne, nisem imel nobenega, da bi mi rekel, joj, pa da bi me tam zafrkal, ne, tega nisem imel. Reči. Hvala Bogu. Ja, Mislim, hvala Bogu. hvala Bogu, vendarle smo ljudje, no, iščemo pozitivne zgodbe, ne? No, ti Ja, si ena tistih pozitivnih zgodb. Koliko največ, recimo, si doslej pretekel na enem treningu? Evo. o, na treningu sem največ pretekel, vse skupaj na treningu sem 10, ja, 10 km, ja. Vse skupaj tako, ja. Kako ti je šlo takrat na prvi tvoji tekmi na majstrovem teku, mislim, ko si prišel v cilj, to je bilo nekaj posebnega, no? Najbrž. Uh, V bistvu se mi ni zdelo tako, da preko wow, ne, nič tako, ni mi bilo tako. Bolj mi je bilo potem Ljubljanski Ok, maraton, ja. Kraški, Radenci, sploh Radenci, to je bilo top, vzdušje, vse super. Mislim, no, mislim, noro, noro, noro. Ja, Ljubljanski maraton, ok, to je bilo logično. Kdo, mislim, si vedel, da je Ljubljanski maraton, nije ti kdo povedal, si se sam prijavil. Sam sem se prijavil, vedel sem sam, da obstaja, pogledal sem, kje se začne in to je to. Kakšen je bil tvoj ritual, kakšen je tvoj ritual, evo, pred tekmo? Kaj vse moraš narediti? Mi vsi ostali se moramo neki ugret, neki moraš pojesti, biti na Ja, WC, kaj pa ti. ta prvo, kar ja, na WC, da grem, da sem vsaj 3 ure prej jedel, potem vzamem sam gel, se ogrejem, noge ogrejem, roke, potem pa dam ta fokus v tek, kako bom tekel, že naprej, da vidim, kako, kaj, zakaj. Potem pa sam zlaufa, energija in tek. Eh, Ko tečeš brez ročnih protez, si predstavljam, Brez. kako pa je potem, mislim, prej si omenil simetrijo, no, to me zanima, Ja, recimo, ker
že nogi sta pač, ena je pač zdrava, ena je s protezo, potem eno roke nimaš praktično, skoraj nič drugo imaš, skoraj v celoti. Kako pa se temu privadiš, oziroma kako moraš to vaditi? V bistvu, meni mi že avtomatsko, mislim, ker vem, kako preko sem imel roke, ampak zdaj pa mi avtomatsko v bistvu se ena teža, taka je pa pač, kaj je krajša desna roka, mi Mhm, avtomatsko bolj da se nekako to vse skupaj poravna. Se pravi, mhm, mi že avtomatsko možgani to zaznajo mhm. in ja, tehnika teka je malo drugačna. Desno bolj dam naprej kot levo roko, in ja. Kaj pa leva noga zdaj, je tudi na en način bolj obremenjena ali drugače obremenjena zaradi Je bolj proteze? je bolj obremenjena, zaradi tega, ker pač, um telo najbolj zaupa še vedno, to levo nogo, uh, zdravo. Mhm. Je malo bolj obremenjena, ampak zdaj nazadnje sem že videl, da tudi desno sem se toliko mislim, namatral, da možgani zaznajo tudi desno nogo, da jo tretirajo kot navadno nogo in ja, že bolj več dajo moči na desno nogo. Moraš delati tudi kakšne posebne vaje za krepitev? Ja, Res je, za desno nogo moram sploh še večkrat krepiti, bolj krepiti, trikrat več krepiti kot levo nogo. Imam prav posebne uteži, ki si dam sam na desno nogo in potem dvigujem večkrat na levo, ker pač leva, ki grem že potušana dela, ker na en nog stojim in ja. a, to delaš sam doma, hodiš v kakšno telovadnico. Ja, tudi fitness, sam doma, prej Kamnik, dvorana, vse, kar je bilo. Pa si se, mislim, meni je res fantastično, ti si se sam zmotiviral, da si treniral takrat tudi pred Ljubljanskim maratonom sam, da si vaje za moč delal. Mislim, to je velik Ja, tega veliko, mislim, jaz sem bolj že tako introvertiran, pa mi je bolj to, kako sam naredim vse. To mi je zelo pomembno, kako sam, ker vem, imam to mentaliteto, noben ne bo naredil tega namesto mene. Mhm. Pač to noben me ne bo zamenjal in to je to. In saj na začetku peče, zateguješ, švicaš, te boli. In poj, priklopiš, imam ta switch, naredim, no, pa dajmo še bolj trpeti, pa dajmo še bolj, pa naj bo odzuni še več stopinj, a sam tok, pa provociraš sam sebe. To je ta mentaliteta, ki se gre, ta pravega borca, da ostaneš v tej fazi, da daš to bolečino, da jo odmakneš. Ja. Da Sigur, začneš uživati v bolečini. noro. Sigurno si prav Davida Gogginsa, mislim, Ja, kot da bi res, ja. njega poslušal, res, Ja. res. Mislim, jaz sem ga tudi en cajt poslušal, pa sem si rekel, to je to. To sem jaz. Slovenski David Goggins, noro, mislim, noro. Ljubljanski maraton, praviš, to je bilo pač, že tam je že tako, že ljudi ogromno, ne? Ti Ja, si šel na res je. desetko, potem je navijačev ogromno, šunder povsod, mislim, ti je bilo Ja. všeč, no, ta množična preditev, po vse skupaj. Uh, Mislim, ne maram tistega pretiranega, ne vem zakaj ne maram tega pretiranega navijanja, da se tam dere, Mhm. ne vem, kam mi zmot to frekvenco gibanja, ampak sem se že tudi s tem navadil, to je bilo na začetku. Drugač, veliko se je treba umikati, pa to, pa še prehitevati, to je veliko. Um, Veliko sem izgubil na tem čas. Uh, Ampak ja, zdaj, ko sem bil na zadnje v Radencah, sem pa šel bolj v spredje štartati, tako da ni bilo s tem težav. No, spoštovane, če te boste gledali čase, ja, Kristjana Tranteta, ja, z uro 3 je začel v Ljubljani, zdaj teče gladko, ja, 15 minut hitreje, na desetki, to večina vas, ja, ima kar težave ali pa ne zmorete, tako da veste, ko si potem ti poklical ali si šel do Romana, kaj je rekel Roman najprej? Uh, ja, mislim, A si resen, da se boš zafrkal, tle bomo resno delali. ne, ni bilo tega. Tega pa res ni bilo. Hecam se, Uh, seveda.
pač je najprej ni vedel, kako, mislim, pa boš lahko tukaj tekel, pa to. No, sej pa me je tudi večkrat, ko sva začela, me je večkrat popravil, ja, ima skrajši korak, pa malo bolj po koncu se podrž. Ampak tako, midva z Romanom sva res, mislim, njegova energija mi je zelo res dobra, pa tudi on vidi najbrž, da se tudi dost matram, pa to, ja. Pa tako, za druge sem pa, ja, fascinanten, pač, ja, ko že toliko tečem, toliko hitro kot nekateri, ki so že v skupini, se pravi 3 minute 42, 3:36, 3 minute 36 na kilometer. Tako da, ja. Kakšni so zdaj treningi? Evo, zdaj pa takole, zdaj boš pa ti malo opisal, kako izgledajo zdaj tvoji treningi. Rekel si, 6krat na teden treniraš, koliko od tega je treninga na stadionu, na Žaku in kako ti treningi izgledajo? Uh, na Žaku je tako, s trenerjem je dvakrat, drugače pa tudi sam uh, grem, vsak dan mi da Roman plan, vaje za moč, vaje za stabilizacijo, tek 4 km, tempo, vse različno, potem pa še tekaške vaje. Ja, itak, fitness sploh, ker slej, če ni vaj za moč pri teku, je kar, ja, ni glih dober, če jih ne delaš. Kateri trening ti je najtežji? Evo, pa čeprav pri tebi očitno ni težji, je Uh, boljši, ampak vsem, povej mi. uh, Tako, najtežji so mi bile na začetku, pa ne vem zakaj, 300 metrov. To mi je bilo tako, raj sem tekel 400 metrov, kot 300, ampak sam zaradi mentalnega vidika, ker se mi ni pač, ne vem, ni mi bilo za porazdelitev hitrosti, moči, ampak zdaj mi je pa res, mi je čist vseeno. Najraje pa tečem, ja, 200 metrov, 400, 5 kilometrov, 10. Zdaj z Romanom trenirate, v bistvu se pripravljaš v bistvu na naslednjo tekmo v bistvu na cesti ali kako, ali tudi Ja, delate že kakšne šprinterske, ker ti si rekel, hiter si, tudi hitrost gojiš, kako izgledajo recimo fokusirane, kaj so usmerjeni za treningi? na oboje, ker moj cilj je še, da grem zdaj oktobra na Ljubljanski maraton 10 Mhm. km, predtem pa bom probal, če bo silikon seveda v redu, 15. avgusta iti v Kranjski Gori na desetko. Ja, pa šprinterske, itak te 200, 400, to se tudi dosti osredotočam na te. Tako da imam miks vsega, v mesecu imam vse, no, v treningu, od dolgih do kratkih. Tako da zdaj, dokler nimam še une proteze, še nič ne morem reči, kako kaj. Ampak ko dobiš tisto protezo, se boš pa pravzaprav usmeril na krajše, hitrejše discipline. Ja. Ja, več ali manj na krajše, ker potem bom lahko tudi se udeleževal tudi tekem prav s to protezo, in potem z sotrenerjem Igorjem sva tudi gledala, da ni v nobeni, pač da iz moje kategorije noben ne teče 5 kilometrov oziroma Mhm. 5000 metrov, tako da bi bil ta prvi, in da se da, in da potem podiraš sam svoj rekord, ko ga vtečeš. To je Hočeš reči v Sloveniji ali širše, ali kako si to širše, mislil? širše, ja. Mislim, že v evropskem smislu, Ja, globalno. In tako naprej. globalno, globalno. Mhm. Gledal si najbrž tudi večje tekmovanja, rekel si, olimpijske igre so Ja, tvoj cilj, ja. zdaj bomo držali pesti, seveda, za LA 2028, Kristjan, da ti uspe. Kakšne discipline, ti si potem, morda za tiste, ki ne vejo, kategorij na paraolimpijskih igrah je ogromno, so slepi tekači, so hendikepirani tekači. V katero kategorijo potem zdaj ti spadaš? V kategorijo T64, Mhm. se pravi, brez nog.
Um, in ja, Najbrž si že pogledal, mislim, ja, kaj normo sem že dobil. Ja. prav. Kakšna je, ne, mislim, evo, kakšna je norma, deva to. Je 23 sekund, ja, kategorija. Ja, 23 sekund za 200 metrov. To je Že kar hitro. kar, To je ja, kar hitro. To je kar hitro. Če bi te zdaj le s to protezo poslal fa 200 metrov, sigurno te je Roman že testiral, koliko tečeš ta trenutek. Veš? trenutek 33 sekund. Mhm. Ja, itak, če bi imel šprinterce, bi še malo hitreje šlo, ampak ja, 33 sekund. Tvoj cilj je zdaj to porezati, da se približaš 23 sekundam. Katere tekaške discipline si dejal, potem bi poleg 5000 še gojil, recimo lahko? 400 metrov, ja, 200, 1500 in to je to. Ja. Ciljev veliko, ja, najbrž jih boš potem sproti. Tvoj cilj je zdaj najbrž prvi, da čim prej prideš do te Tako proteze. je, do te proteze. Ta Da proteza bi, najbrž v tujini dobavljiva, pri nas tega ni, ali kako se. ja, to podjetje oziroma znamka Usur Mhm, je islandska podjetje, kjer oni imajo tudi svojo športno ekipo, prav za pač paraatletiko, skok v daljino, imajo za vsako mhm, disciplino imajo protezo, za mhm. 200, 100 metrov je posebna proteza, za pač dolge razdalje je 5000 metrov je posebna proteza. Čisto vse imajo, tudi za skok v daljino posebna proteza. In, ja. In ti si se zdaj pač osredotočil, da boš imel neko Ja, jaz bom imel univerzalno ali miks vsega. šprintersko, a miks Ja, vsega, aha, ja, univerzalno. to je, ki je malo večja, malo daljša, pa se bo sproti videl, kako bo šlo. Si jo imel možnost že kje preizkusiti, ali pa ti je Ne, kdo, ne, še ne veš, ja, kako to ni izgleda. še, ne. Vem, kako izgleda, ampak nisem je še imel preizkusiti, ja, to možno. Upam, da bo ta fond čim prej napolnjen. No, zdaj, kje si prišel v stik z društvom Sonce in da ste prišli do tega sodelovanja, da zdaj skupaj zbirate? V bistvu pač imel je že Darko Đurić, ki ima isto uporablja proteze, Mhm. je imel že prej, ko so mu donirali, že odprt račun pri njih. In pač je Roman vprašal, ja, če bi lahko se dal to prek njega, pa da bi za Kristjana zbirali. In je definitivno rekel, mislim, ja, ker ljudje so tudi večkrat njemu pomagali. Ta akcija zdaj je šele dobro začela se, a ne, tu še en teden, Ja, dva. Ja, ja, tako zdaj, ja, držimo pesti, da to, vsaj do Ljubljanskega maratona se zapolni. Ste pa, zdaj pa Roman vem, da ima svoje čase, zelo dobro poznal. Tudi Sandija Novaka, prvi slepi tekač, ki je šel Slovenije na olimpijske igre. Zdaj vem, da je Robi Kogovšek eden kandidatov, on je tudi slepi tekač na 400 metrov. Mislim, da je še v vaši ekipi tudi gluha tekačica, je tako. tako Uh, je. tako da ste, Viktorija. Viktorija, tako ste kar taka zanimiva, heterogena druščina, no, pri Romanu, poleg vseh tekačev, ki jih tako trenira. Mislim, kako se razumete, najbrž je dobra energija tam. No. Tako. Ja, super, odlično. Mislim, to je fenomenalno. Vsi so prijazni, če rabim kakšno pomoč, mi vsakdo, še preden da kaj rečem, mi pomaga. Ful, vsi navijajo, taka dobra energija, res. Tega redko doživiš tako. Vsaj jaz sem. Um, Mislim, ta ekipa je neka družba, ki ji rad pripadaš, bom tako rekel. No. ja, Ker se razumete med sabo, vendarle tek je neko univerzalno lepilo. rekel bom sam to, da to je neverjetno, energija nasploh. So te vzeli za svojega, v bistvu, no, tako bi rekel. Ja, itak, ja, ja. To mi pa res taka toplina, da ja.
Trenirate tudi skupaj, naredite kakšen trening skupaj, glede na to, da imate različne, bom rekel, tudi cilje, Uh, discipline. ja, tako. Um, jaz bolj ne, zaradi tega, ker jaz se bolj imam svoj ritem, pa način, oni imajo pa tudi svoj. Pa jaz rabim malo več raztezanja, malo več tega vdriva, skakanja, da se pripravim, um, pa da dam res imam tisti fokus vase, pa da dobro naredim, da dobro tečem. Če nisem pripravljen, ne morem dobro teči, ker se mi poruši in potem, ja. Pa sam pač silikon lahko non-stop, ja. Tako da drugi so malo bolj spredi, tako jaz sem pa res tisti, ki se poglobim vase. V Radencih praviš, ti je bilo zelo všeč, ti ni bilo nič preoročeno, letos je bilo malo boljš celo. Ne, edin presenetil me je makadam. Na tej stezi nisem pričakoval makadama, Mhm. uh, ker pri makadamu mi gre tako bolj na živce, da se mi kamenček v čevelj noda in pol moram ga ven spraviti in potrata časa. Ja. Tako. Kje copate uporabljaš? To te še nisem vprašal, glede na to, da ja, Uh, ja, trenutno imam od Under Armour Velocit 2 elite, 232 gramske s karbonom. ti ustrezajo, so ti Ja, prave. ustreza Ja. mi, ja, ker mi fiksira gleženj, stopal na tesne, ja, sem zadovoljen z njimi. Kasneje bi pa kakšne Puma šprinterce imel, pa te Puma GT3, ja, 170 gramske. Vidim, da imaš razdelane stvari, da točno veš, kaj hočeš. Človek, ki je res discipliniran, tudi pri željah, ki jih ima. Se pravi, tvoj prvi cilj je proteza, drugi cilj. Kakšen cilj imaš pa na Ljubljanskem maratonu, evo, leto zdaj? Uh, Tvoj, ja. ja, 40 minut je moj cilj. Uh, Tako da je 8 minut razlike, ampak zdaj že tečem po 4 minute na kilometr, tako da mislim, da sem dovolj realen. Mislim, ta napredek je res izjemen. No, v enem letu prideti iz bom rekel, nekega rekreativca, da zdaj že do resnega tekača. Mislim, sej 6:0 odlaufati, 10, ok, to si vsi predstavljamo. 3:59 odlaufati, 10, pa tera že resen trening. Kako sam spremljaš ta svoj napredek, res je, bom rekel, silovit. Ja, res sem, vsaka sekunda mi je res pomembna, tudi čeprav mi Roman reče, ja, ne rabiš skozi dajati vse od sebe. Jaz imam to v sebi, da ne zategnem 100%, ampak 200, da čist skozi vse od sebe. Kar je v resnici brez veze, da tudi pri fizioterapiji, ki sem vedno skozi, ne rabiš toliko zategovati, ampak zmer sem dajal vse od sebe, kar da telo da. To Pa imam pa si zaradi res. tega, ki je bolj utrujen, oziroma te to bolj izmuči, rabiš pol Uh, več izmuči, počitka. ja, malo bolj me izmuči, ampak mi je bolj važno, da naredim tisti čas, da tečem več, tudi ko Roma ne piše včasih. Uh, to mi je pač tako dobro. S kakšno težkaško poškodbo se še nisi srečal, upam, da ne. Ja. Ne, še, ne še. Pa ne tako tudi ostane, rečejo, Ja, ne tako tudi ja. ostane. Bomo mi raje pobirali te kaške poškodbe, ker smo že prestari, pa prenarodni za ta nesrečen tek. 40 minut, evo, v Ljubljani, Kristjan, se vidiva, bom prav vesel, da te vidim v živo, no, pa ker je 10 prej štart, se mi zdi, kakšno uro pred Ja, nami, pa ob 8. tako mi je, mislim, da 9 štart, tako da te bomo sigurno še videli. Ja, pa bom takrat, evo. Zdaj bom pa, vem, koga gledal tam na aplikaciji, a ne, na desetki, evo, Kristjana Trampteta. Verjamem, da tudi vi, spoštovani, spoštovane, če vas tale pogovor ni navdušil, ne vem, kaj vas bo pognal ven na tek, no, tako zagrizenega mladeniča, pa fokusiranega še nisem spoznal. Kristjan, kaj pa v življenju še drugače, zdaj
želiš početi, menda se oziraš k študiju in tako naprej. Ja, v življenju želim tudi navdihovati druge, jih učiti, kako priti iz kakšnega obdobja težkega, svetovati. Sem pa res, moram reči, da me v življenju tudi večkrat rešuje, da sem bolj tak tehničen tip človeka, da vidim, kako kaj deluje, da se tudi znajdem iz svojega okolja, da drugim pomagam. Ja, in v življenju hočem pustiti neizbrisen pečat na tem svetu, da, da tudi ljudje začutijo, kaj se da, in da tudi oni naredijo kakšen korak naprej, a pa tudi nazaj, v dobrem smislu, da ne pretiravajo preveč. Prav. Prav, se pravi, lahko pričakujemo, da boš enkrat motivacijski govorec, pa kakšno knjigo boš sigurno pol napisal o tem. Ja, definitivno. Imaš kaj za povedati, vidim, pa Ja, imaš zmotivirati, pa trener boš tudi brško, ne lahko, pa tako naprej, ker imaš, bom rekel, tudi filozofijo, pravo, kaj pa vem, mislim, noro razmišljam tudi o tem, no, da bi dal tale podcast poslušati še svojim otrokom, no, ki imajo čist preveč pritožb nad tegovami življenja, ki sploh niso tegove. Starši te najbrž, kako starši gledajo na novega Kristjana, ki je bil prej mogoče malo depresiven, zdaj pa ja, športnik. rečejo lahko sam, vsaka čas mi tega nikoli ne bi zmogli. Da kaj šele, da kakšen kilometer pretečejo, kaj šele to, kar ti delaš. Naprimer, da tudi z body armorjem tečem 21, mislim 15 kil imam na sebi, zdaj sem tudi 21 kil, trail 5 kilometrov, take ekstremne zadeve. To namenoma delaš, ali kakšen poseben trening? Mislim, namenoma delam, da krepim sebe, da vidim, česa sem zmožen, in ja, da tudi ljudje to vidijo. Imaš kakšne kanale, socialna omrežja, kjerkoli bi že kaj objavljaš, morda za druge? Ja, imam Instagram, pa jo TikTok, trenutno, kasneje bo pa bolj, kaj ne, YouTube pa tako naprej. Pa se že, mislim, so že kakšni odzivi, si že dobil kakšen feedback, recimo, ja? Ja, tako kakšen like pa kakšen komentar, ja, pozitiven, ja. Zdaj, upam, da bo tudi tale podcast pripomogel k temu, ja, da morda na društvo Sonce pade kakšen evro, pa da te ljudje začnejo spremljati, če drugega ne, ja, ker imaš, bom rekel, izjemno zgodbo za sabo, jaz verjamem, da izjemno tudi pred sabo. Športni avti, hitri avti so ti še zanimivi? Ja, to je pa moja odvisnost tega, pa res, to je pa, ne vem, ko slišim avto, športen, kaj V8, V12, to me kar potegne v svoj svet, to se ne da. Bravo, mislim, verjamem, da je tvoj cilj potem tudi Ja. narediti izpit, pa Tako, ja. kako zahtevno je, recimo, narediti, to že najbrž si že veš, izpit, recimo, s tvojimi omejitvami? V bistvu ni tako zahtevno, zaradi tega, ker obstaja toliko pripomočkov, komunikator za dolge, kratke luči, potem smernike, ja, to pa, ne vem, v mojem primeru se da ročica za volan. No, je res, da je drago, pa avtomatik, valjda, ampak danes se da s tehnologijo popolnoma narediti. Tehnologija gre pa itak naprej, tako da. Super. Kateri je tvoj sanjski avto? Ja, sanjski avto, ja, Porsche, Brabus, 900 konjev, to je to. Ni več kaj za dodati. Ni več kaj za dodati. Porsche. Kristjan Tramte, jaz navdušen sem, da sem te spoznal, pa čeprav samo takole za enkrat. Hvala ti za
bom rekel, tvoj čas za deljenje tvoje zgodbe res Hvala za izjemen. povabilo, Res bilo mi mi je je. čast. Tudi meni, tudi čast in veselje. Jaz bom zdaj navijal zate, spoštovana publika spodaj. Poklikajte vse linke, ki jih bom nalepil. Donirajte kakšen evro za Kristjanovo protezo, pa na Ljubljancu. Ja, navijajte za njega, pa ne preveč na glas. a Ne? Na koncu mu čestitajte, ko bo šel pod 40. Kristjan Tramter, lepo nedeljo ti želim še naprej. Hvala, tebi tudi. Uspešen trening do jeseni, pa se vidi na Ljubljanskem maratonu. Se Srečno. vidva. Čau. Čau.